Živijo in dobrodošli v novi oddaji Tempo. V življenju se nekateri malce bolj poslužujemo uporabi svojih rok, zato želimo, da so te čim bolj močne, da so mišice bolj razvite, predvsem zato, da vsakodnevna opravila opravimo s čim manj napora in če se le da, da smo v življenju samostojni. Moje roke mi služijo tudi pri moji športni karieri, medtem ko poganjam svoje kolo, tako da moram na njih še toliko bolj paziti. Danes sem tukaj, da se sprobam na tem zunanjem poligonu. Vaje bojo za mene povsem nove, katerih ne izvajam vsak dan, tako da bom rabil malo pomoči. Grega, mi boš malo pomagal in varoval pri naslednjih vajah. No, jaz bom naredil še nekaj preprijemov, medtem pa se vi poglejte vsebino današnje oddaje. V današnji oddaji vas popeljemo na Paralimpijski tabor za družine, na Triglav tek, na prvi Spartan Para dogodek pri nas ter na tradicionalni turnir v odbojki sede na mivki. Predstavila pa se nam bo tudi mlada tekačica Viktorija Horvat. V prvem današnjem prispevku pa ne bomo preizkušali moči mišic, temveč moč povezovanja, druženja in veselja ob preizkušnjah novih parašportnih aktivnosti. V prvem današnjem prispevku vas popeljemo na letošnji poletni Paralimpijski tabor za družine v Laškem. 4 dnevi druženja, tkanja novih prijateljskih vezi in spoznavanja parašportnikov in parašportov. To je vsakoletni poletni Paralimpijski tabor za družine v Laškem. Že uvodno srečanje je vedno polno veselega vznemirjanja, da se parašportni tabor, ukrojen po merah otrok in mladih z različnimi invalidnostmi, ponovno začenja. Letošnji je bil že 7. Ko pa se parašportno kolo zavrti na polno, vse zavrvi v preizkušanju in uživanju v parašportih. V bistvu se vsega veselim. Športi so mi všeč, nove športe tudi spoznavam. Plavam, spoznam nove prijatelje, družim se, pa prihajam tudi zato, da recimo me malo dajo dol iz tistih naprav, telefoni pa to. Jaz se tukaj na taboru počutim sprijeto, ker je prvi, tako da nisi izključen, da si vključen v družbo. Tabor je namenjen družinam, ki imajo otroke z različnimi vrstami invalidnosti. Namenjen je celim družinam, zato da se tudi družine v bistvu srečajo s športi, s katerimi se lahko njihovi otroci ukvarjajo. Na taboru predstavljamo različne športe, tudi zaradi tega, ker se nekatere družine redno vračajo nazaj na tabor, kar nam je všeč. In potem malo spreminjamo program in spreminjamo športe, zato da dobivajo različne izkušnje. In na letošnjem taboru je bilo novosti res veliko. Večina jih je bila povezanih z vodo. Izlet do Šmartinskega jezera, kjer so se lahko preizkusili v različnih vodnih športih, je navdušil prav vse. Tole je pa fenomenalno jezero. Pedalin sem prvič probal, pa na kajak sem šel. Prvič sem se vozil. Malo sem imel težave z veslom, šel sem v vodopadu. Na pedalinu sem bila. Všeč mi je bilo, ko smo tam pač lovili ribe, potem jih nazaj spuščali v vodo. Športni ribolov so spoznavali kar iz rok svetovnega prvaka, ki je tekmovanje tokrat postavil na drugo mesto. Danes je bila tekma, tudi moji kolegi so se tekme odpovedali, ker jaz mislim, da takih stvari je pa premalo. Ko vidiš otroka, kako je vesel, nobena tekma ne more to jih pomeniti, ko otroci dobijo ribe. Danes prvič lovim ribe in mi je zelo všeč. Plovček sem mogel čim bolj v vodo dati. Jaz sem 2 ribi, pol sem jo pa vrgam nazaj v vodo. Pri ribolovu je treba biti tudi potrpežljiv, da kaj dobiš, ne? Tale sem presenečen, evo, za prvič, neverjetno, koliko so bili otroci potrpežljivi.
Čisto nova izkušnja za udeležence pa je bila tudi izkušnja tako imenovanega gibanja v okolju brez gravitacije. Ja, novi gibi v bistvu čisto zame, tako da lahko naredim gibe, ki jih nisem prej mogel narediti. Ja, pač na suhim jih ne morem toliko, kakor v vodi. Ne. Potapljal sem se prvič. Zelo mi je bilo všeč, ker sem zdaj že zelo dolgo pod vodo. Mi je všeč v vodi, ker se zelo dobro spustim in sem primiren. Ena krasna aktivnost, ko pravzaprav za njo sploh še nikoli niti dimenzije nismo imeli, da to sploh obstaja. Tako da sem zelo hvaležna, da nam je bila predstavljena, za njega je bila nova izkušnja, pa se mi zdi, da je zelo dobro speljal, no? Tako da sem tudi ponosna na njega. Osrednja aktivnost vseh poletnih paralimpijskih taborov pa je plavanje, ki je udeležencem na razpolago vsak dan. Plavala sem včeraj v majhnem bazenu, danes gremo pa v olimpijskega. Prišla sem zato, ker bi rada spoznala nekaj novega. Nisem pričakovala ničesar, jaz sem vedela, da bo veliko zabave pa izzivov. Poleg spoznavanja športov imamo pa tudi kar nekaj še spremljevalnega programa. Tudi letos smo imeli ponovno delavnico posebej za starše, ki jo je vodila Darja Cencel. V tem času so otroci se zabavali na Lekovi delavnici s kemijskimi eksperimenti. Vedno tudi poskrbimo za to, da nas obišče kakšen paralimpijec, paralimpika. Letos je bila to naša Zlata Mateja Pintar Pustovrh. Tako da program je res pester. Nova prijateljstva, nova zavezništva, nove izkušnje in veliko sproščenega druženja, tudi to je paralimpijski tabor za družine. In še tradicionalno športno tekmovanje med družinami, preden si pomahajo v slovo do naslednjič. Je bila je plava odločitev, da smo prišli. Brina je ful uživala, tako je najdla prijatelje, čeprav nobenega ni poznala v bistvu odprej. Na taboru sem se imela super, spoznala sem ful veliko novih športov in letos sem tukaj prvič. Zelo je bilo lepo, ko sem dobila nova prijateljica. Na Atiju v telefoni so slika od Brina pa Katja. Bom ponovila definitivno. Se vidimo ponovno prihodnje poletje v Laškem. Še prej pa vas ob koncu meseca januarja vabimo na zimski paralimpijski tabor za družine, ki se bo tudi tokrat odvil na Rogli. Res je lepo, ko najdemo svoj šport, ki nas prevzame in zaradi katerega gremo z veseljem na trening. Za odlično mlado gluho atletinjo Viktorijo Horvat je to tek. Njena tekaška disciplina pa je maraton. Čau, jaz sem Viktorija Horvat, sem iz Nucije, sem maratonka. Ponosna sem to, da sem prva slovenska gluha maratonka na olimpijskih igrah gluhih. Viktorija je gluha od rojstva. Ker pa ima polžev sadek že vse od svojega 2. leta, je bolj kot tišine vajena sveta zvokov. Maratonu se je resno zapisala pred približno letom dni. Ljubezen do športa in še posebej do teka pa je v njej zorela že vse od malega. Jaz sem bila živahna od otroštva, sem imela rada šport. Ko sem bila v osnovni šoli, sem začela trenirati atletiko, ko sem šla za mamo na 10 km na prvi istrski maraton in takrat se je začela tekaška zgodovina. Lansko jesen so na Viktorijin tekaški talent opozorili maratonca in tekaškega trenerja Romana Kejžarja. Sem videl njeno višino in pa njeno težo, tako da sem dal 2 velike kljukce. Sem videl, da je tudi taka pridna, delovna, kar je tudi ena odlika maratoncev. Sem že v tej prvi fazi videl kar en velik potencial. Romanove izkušnje in tekaški pedigre dajeta Viktoriji dodatno motivacijo.
S Romanom Kejžarjem se hitro sva ujela, je v čast, da lahko pač treniram z njim, ker drugače sem izboljšala osebni rekord zaradi njega. Ne? Pod njegovim vodstvom je povečala tudi število treningov in hitro močno popravila svoj maratonski čas. V 4 mesecih je naredila velik preskok, za pol ure izboljšala osebni rekord v maratonu, tako da se je zdaj že kar približala mejah 3 ur. 2-krat na teden grem v fitness, 2-krat na teden grem na stadion trenirati, take intenzivne treninge in potem pa 3-krat na teden pač delam dolžino oziroma izteke. Jaz nemam neke najljubše poti, ampak tečem skoraj vse povsod. Vsak teden tečem tako različno od 80 do 150 km. Toliko pač trenirajo vrhunski športniki, lahko rečete. A kaj, ko so treningi le del Viktorijinih vsakodnevnih obveznosti? Sem na fakulteti za varnostne vedi v smeri varstoslovje. Grem oktobra v 2. letnik. Zdaj bom imela tako predavanja in vaje bom pa vse hodila. Poleg tega faksa pa še delam kot prodajalka na blagajni v trgovini. Viktorija si želi preteči čim več maratonov in prvi jo že čaka v mesecu novembru v Tokiu na olimpijadi gluhih. A ta tek bo zanjo precej drugačen. Prvič bo tekla maratonsko razdaljo brez slušnega aparata, v popolni tišini, ki je ni vajena. Brez aparata mi je tako čuden občutek, pač, da samo slišiš tišino. Ne slišiš okrog drugih, naprimer, če kdo teče za tabo. Pa da ne bom mogla poslušati spodbudnih besed. Zato bo morala vzpodbujati kar sama sebe, pravi. Vedno rečem spodbudne besede, tako dajmo še malo, pa bo, še malo, pa bo. Še malo imam. Še tako odštevam kilometre. Mi smo začeli novembra, letos novembra so olimpijske igre. V tem letu bomo naredili maksimalni napredek, kar se da. Potem dolgoročno pa vidim, da v naslednjih 4 letih se pa ona celo lahko približa svetovnemu rekordu gluhih, ki znaša 2 ure 46 minut. Jaz mislim, da bomo še veliko slišali od Viktorije. Niso pa samo športni rezultati tisto, kar je lepega pri športu. Šport prinese meni tako, da bom spoznala kakšnega profesionalnega športnika, da bom šla malo po svetu, pa da lahko tako tekmujem tako izven Slovenije, pa tako spoznaš drugi svet. Šport je zelo pomemben del življenja, ker pač prvo, kot si zdrav, prvo, drugo si pač srečen, da ti ohranja tako mladosten videz. Pa veliko pokoriš kalorij, lahko tudi pa ješ veliko. Viktorija pa je tudi ena izmed mnogih tekačev, ki so se udeležili letošnjega že 13. Triglav teka na Brdu pri Kranju. Mi smo večino pozornosti namenili enemu majhnemu, a za nas parašportnike zelo pomembnemu delu tega velikega tekaškega dogodka, in to je vključevalni tek. Triglav tek na Brdu pri Kranju je letos privabil okoli 2000 obiskovalcev. Na svoji že 13. izvedbi je ponovno ponudil pester tekaški program. Za tekače vseh starosti in tekaških ambicij so pripravili otroški tek ter 5, 10 in 21 kilometrske preizkušnje. Od lanskega leta pa je sestavni del dogodka postal tudi vključevalni tek, namenjen vsem gibalno oviranim in vsem, ki se spopadajo z različnimi preizkušnjami zaradi bolezni. Čirka Marja je zelo navdušena nad vsem takimi stvarmi in ona je glaven pobudnik za to, tako da ima ugledan že vse naprej, če se bomo udeležili. Pred štartom pa se je seveda potrebno dobro ogreti. Tokrat v odlični družbi olimpijca biatlonca Jakova Faka. Tudi mi čim več prispevamo, da jim omogočimo, da se družijo z nami in da skupaj preživimo take lepe dogodke.
Dobro ugreti in še bolje motivirani so se podali na 1400 metrov dolgo progo, da jo vsak po svojih najboljših močeh preteče, prehodi ali prevozi. Najbolj mi je bilo všeč, da sem vozil hitro. Na vključevalnem teku se ne meri čas, meri se srčnost in dobra volja. Zmagovalci pa so tu prav vsi, ki pridejo v cilj. Medalje so tokrat prejeli iz rok nekaterih naših vrhunskih športnikov. Malo je bilo vroče, tudi ker sem tako tekla hiter. Drugače je bilo pa zelo zabavno in mi je bilo všeč. Včasih govorili, ne morejo plavati, ne morejo teči, ne morejo maraton. Naši otroci smučajo, krkljajo, plavajo in smo dokazali celemu svetu, da zmoremo. Zavarovalnica Triglav je že od leta nazaj res družbeno odgovorno podjetje in še tako pomembno je, da so res vse skupine ljudi, vsi ljudje vključeni, medsebojno povezani in Triglav tek je že drugo leto tudi ena takšna prireditev. Tukaj smo zelo dobro sprejeti, krasno je, vsi smo skupaj, pa najbolj važno je to, da smo vsi zmagali. Vsi smo prišli na cilj, super je. Takole pa sta svoje vtise strnili mladi odlični gluhi atletini Leja Glojnarič in Viktorija Horvat, ki sta se podali na 5 in 10 kilometrsko razdaljo. Tukaj uživaš v naravi, tečeš tako, kot ti hočeš, tukaj so tudi starejši, mlajši in je prav užitek biti na tem dogodku. Lepo pač priti na tako tekaško prireditev zaradi sebe pa zaradi drugih. Pač to vidiš toliko veselja. Sem se počutila perfektno, ampak je bilo pa premalo kilometrov zame. Parašportniki pa smo letošnje poletje dobili še eno zanimivo preizkušnjo, poimenovano Spartan Para. Žal se samega tekmovanja nisem mogel udeležiti, zato ker sem se pripravljal na svetovno prvenstvo, za mene najbolj pomembno tekmo letos. Mi je bilo pa tekmovanje odlična motivacija za današnji trening. 3, 4, start! Mednarodno poznan športni format, poimenovan Spartan, ki udeležencem ponuja kombinacijo izzivov vzdržljivosti in moči, je na svoji izvedbi v Ljubljani vpeljal tudi novost. Traso poimenovano Spartan Para, powered by Loterija Slovenije, posebej namenjeno vsem udeležencem na invalidskih vozičkih. Zasedba udeležencev na prvi izvedbi trase ni bila številčna. Bila pa je srčna in navdihujoča. Že na startu smo imeli ogromno publiko za vzpodbudo. Ogromno spremljevalcev se je prijavilo, tako da je vsak parašportnik dobil res zelo veliko podpore na sami tekmi. Šli so en delček sprint proge, ovire so bile enake kot za navadno sprint, tako da so prvi in zadnji del v resnici naredili čist pravo sprint progo. Vsi trije udeleženci se ukvarjajo s parašportom, so pa bile zaradi njihovih telesnih posebnosti ovire za vsakega od njih različno zahtevne. Para res poznam, para pa še nisem videla in se nekaj da ga probati. Strah me je bilo, ker nisem imela kaj pričakovati. Skupino sem imela zelo fajn, sem imela fino. Za prvič je bilo čisto okej. Najlepša nagrada ob premagovanju ovir je krepitev volje in premikanje lastnih mej. Tam, ko sem prišla do Una, ko smo mogli po vrvi plezati, ko sem videla, koliko imamo še do vrha, sem na sredini mislila, da ne bo šlo več. Potem pa sem prišla do vrha in je bil pač ful dober. Želeli smo dati možnost res vsem športnikom, da pokažejo, kako je premagovati ovire. In parašportniki so eni taki, ki morajo vsak dan premagovati posebne ovire, tako da je edino prav, da smo še njih vključili. Mateju, ki je tudi paraplezalec, ovire niso predstavljale prevelikega izziva. Se mi zdi ful pohvalno od organizatorjev, da so se odločili narediti para kategorijo in se mi zdi to res nekaj, kar je treba podpreti. Tudi z naše strani, tudi strani udeležencev, da nismo zmer samo tisti
kaj jamramo, da pač nimamo nekih opcij, ampak ko nam je opcija ponujena, da jo dejansko izkoristimo. Brez prostovoljcev Spartan paradiscipline ne bi mogli izpeljati. Nepozabna prva izkušnja, pa upam, da bojo še kdaj organizirali, da lahko še kdaj pomagamo, pa upam, da bo še več ljudi prišlo na to res. Pararejs je bil v bistvu highlight mojega vikenda. Sem šla čisto na vse rejse, ampak ta je imel največ srca. Šport je vreden čisto vsakemu in vedno prinese zdravje in srečo. Parašportnika Ana in Jan, ki uporabljata nožni protezi, pa sta svoje meje in ovire premagovala na 5 in 10 kilometrski Spartan preizkušnji. Za Jana to ni bila prva tovrstna tekma. Je res lepa proga, sploh razgled zgori, skozi v bistvu pogled na prelepo Ljubljano. Premaguješ neke ovire, sam sebi dokažeš neke stvari, pa s tem spodbujaš druge. Ana pa je s to izkušnjo ponovno zaživela. Jaz sem maja šele dobro shodila. Jaz sem mislila, da bom dobila tekaško protezo čez leta. To je bil nekako, so bile to sanje čez leta. Ampak so potem dobrotniki uresničili to željo, da so mi dali tekaško protezo. Jokala sem od sreče, ko sem jo dobila, in to je bilo 1 mesec nazaj. Tako da moram reči, da to je bila, mislim, fantastična izkušnja. Res neverjetno, ne da se opisati, no. Ko me čakam drug let. Na isti vikend pa se je odvil še en zanimiv parašportni dogodek Beach Paravolley Ljubljana 2025. Mivka, odbojkarska žoga in veliko sproščene športne razigranosti. A ne na morski plaži, temveč v mestni prestolnici. Športni park Ludus v Ljubljani že tradicionalno gosti ta zanimiv turnir. Danes smo tle v Ludusu na že 5. ediciji našega paraodbojkarskega turnirja na Mivki. Letos smo se odločili, da imamo samo sedečo različico paraodbojke na Mivki. Prijavili se je 6 moških ekip iz 3 držav, v ženski konkurenci pa praktično slovenski boji in pa ekipa Zenice, prav tako 6 ekip. Beach Paravolley Ljubljana je turnir, ki na igriščih odbojke na Mivki združi številne igralce odbojke, tiste z invalidnostmi in tiste brez. Večina udeležencev se v igri odbojke sede na Mivki preizkusi le ob takih posebnih priložnostih. Drugi put smo zapravo na ovom turniru. Zasad smo pobjedile 4 utakmice, prezadovoljne smo i eto, prelijepo nam je u Ljubljani. For us, it's the first time we play beach sitting volleyball and it's a good experience. Moram reći da Slovenija orje neki ledino, ker to je nekako nova disciplina. Največ to igrajo v Skandinaviji, imajo tudi neke vrste ligo. Medtem v ostalih državah pa ne. Tako da to so igralci, ki tako igrajo odbojko sede v sami dvorani in to uporabljajo kot neko popestritev. Za druženje, zabavo, čeprav nekatere ekipe pridejo tle tudi resno vzamejo tole in pridejo orang tekmovati. Pa dobro, zato malo da promijenimo, dobro dođu ovim nekim pauzama između 2 sezone kada imamo odmor, da nešto imamo i da se družimo, da malo proputuje se i malo se igra, tako da je super jedno iskustvo. Jaz sem tudi mojim puncam rekla, ko sem zbrala ekipo, dajmo iti pa se imeti fajn, pa uživati. Itak, če je kakšna zmaga, je še toliko boljš, je toliko bolj sladko, bom rekla. Kaj ne gledam to kot na neko tekmovanje, bolj kot na druženje, pa da se sprobamo še v tej obliki sedeče odbojke, ker je pač zabavno. Zabavno, a tudi kar malce bolj zahtevno, kot na trdnih tleh v dvorani pravijo. You cannot move like in indoor, so you have to move, but you have to little bit lift and after play the ball. Neobično je. Puno je, doduše manje teren, ali se puno teže kretati. Ali fino iskustvo. Dober je, ker enkrat na leto, zato ker vsi toliko bolj komi čakamo, da lahko pridemo pa se preizkusimo, je vrhunsko, super. No, više je druženje, zabavljanje, nova poznanstva, svi su nekako pozitivni, prelijepa je atmosfera prije svega. We like so much. We would like to come again the next year.
Čeprav gre tu predvsem za prijetno druženje ob igri odbojke, pa je zmaga še vedno češnja na torti. In do prihodnjega leta se bosta z nazivom zmagovalca Beach Paravoli Ljubljana 2025 lahko pohvalili moška ekipa Srebrenik iz Bosne in Hercegovine in ženska ekipa Vital iz Slovenije. Čestitke vsem in na snidenje prihodnje leto. Zdaj pa nagovarjam vse vas, osnovnošolce in vaše športne pedagoge. Se vam zdi odbojka sede zanimiv šport? Odlična priložnost, da se preizkusite v dvoranski odbojki sede, se vam ponuja v okviru projekta Odbito. Prijave so odprte še do konca meseca septembra. Več informacij najdete na spletni strani odbojke sede. Fajn je probati tudi kakšen drugi šport, kljub temu, da ima že svoj najboljši izbran in utečene treninge seveda. Tebi, Grega, hvala za današnjo pomoč. Te rabim še malo, da naredim še kakšen prijem, prav? Veliko zanimivega parašportnega dogajanja pa se pripravlja tudi v okviru novega večletnega programa Aktivno-inkluzivno. Vse informacije o programu pa najdete na strani aktivnoinkluzivno.si. Družbo oddaje Tempo pa najdete ponovno tukaj na drugem programu TV Slovenija natanko čez mesec dni. Se vidimo!